Pozdravljeni! Pred nami je 10. dirka v letošnjem svetovnem prvenstvu Formule 1, velika nagrada Velike Britanije. Kot običajno, poglejmo si skupaj vse tiste zanimivosti, še preden se aktivnosti na sami progi začnejo. Na veliki nagradi Velike Britanije bomo videli kar nekaj novosti, od poizkušnjega novega formata celotnega vikenda do seveda nove tipologije pnevmatik. Da bomo bolje razumeli, zakaj pravzaprav gre, se bomo kot običajno najprej zazrli malce v preteklost. In tokrat ne bomo gledali ne vem koliko časa nazaj. Ozrli se bomo v lansko sezono, kjer smo imeli dve dirki tu v Silverstonu. Veliko nagrado Velike Britanije in veliko nagrado 70. obletnice Formule 1. Ne bomo gledali toliko na dogajanje na sami progi, kot na strategije in skušali bomo razumeti tudi razlog, zakaj prihaja do take menjave, kar se tiče tipologije pnevmatik. Namreč prav tu smo prvič videli določene težave. In kolikor se ozremo na tisto prvo dirko, veliko nagrado Velike Britanije, bomo videli, da je bil izbor mešanic enak tistim, ki jih vidimo danes, C1, C2 in C3. In da obnovimo, mešanice so ostale enake. In videli smo tisto strategijo samo z enim postankom. Čeprav se vsi mi dobro spomnimo, da na koncu dirke je kar nekaj voznikov imelo težave. Težave so izhajale iz tega, da je prvi del dirke bil dobesedno skrajšan. Namreč videli smo, da je imel Daniil Kvyat težave z zadnjo pnevmatiko, končal je ob zaščitni ograji in seveda sprožil tisto obdobje varnostnega avtomobila. In to je bilo že drugo obdobje, ko so vozniki vozili za varnostnim avtomobilom in zato so praktično vsi opravili prvi postanek. S tem predčasnim postankom so v bistvu skrajšali prvi del, ko so uporabljali v večini primerov tisto srednjo pnevmatiko, govorimo o mešanici C2, in nataknili tisto najtršo C1. Ter skušali priti do konca dirke. Katerim pa ni uspelo niti to, in govorim o Lewisu Hamiltonu, ki je zmagal dirko tako, da je čez cilj pripeljal praktično samo po zunanjem robu svoje pnevmatike, govorim o Valtteriju Bottasu in Carlosu Sainzu mlajšemu. Vsi trije so imeli težave s pnevmatikami. Zanimivost je v tem, da imeli so težave s prednjim parom pnevmatik in ne z zadnjim. Namreč letos smo videli kar nekaj sprememb, tako kar se tiče minimalnega tlaka kot nove konstrukcije na zadnjem paru pnevmatik. In tudi to moramo imeti v mislih. Seveda, na drugi dirki, tisti dirki 70. obletnice Formule 1, smo videli drugačno sliko. Namreč Pirelli je, zato da bi zopet poživel dogajanje na dirki, pripeljal z stopnjo mehkejše pnevmatike C2, C3 in C4. In tu smo videli, kako je večina voznikov začela dirko na tisti srednji trdoti. C3 in srednja trdota na drugi dirki je najmehkejša na prvi dirki, da ne bo pomot. Max Verstappen je bil tisti, ki je malce presenetil. On je začel dirko na najtrši pnevmatiki, ki je srednja iz prejšnje dirke. In tu smo videli, da so vsi imeli po večini dva postanka. In zanimivo je še nekaj drugega, kolikor pogledamo Maxa Verstappena. Seveda dva stinta na tisti najtrši pnevmatiki in en izjemno kratek stint na tisti srednji pnevmatiki. O tem, da bi nekdo resno uporabljal najmehkejšo pnevmatiko C4 v Silverstonu, mislim, da ni treba izgubljati preveč besed. Imamo primere, a niso bili preveč uspešni.
Seveda, obrnilo se je razmerje moči, ko z mehkejšimi pneumatikami tovarniška ekipa Mercedes ni imela več tiste premoči, ki smo jo videli še prejšnji teden. In seveda, s tem premešanjem, s temi mehkejšimi pneumatikami je Red Bull prišel bolj do izraza. A pustimo za trenutek sedaj to in začnimo se ukvarjati z letošnjo veliko nagrado Velike Britanije. Proga, ki ima zgodovinski pomen, tu je leta 1950 bila sploh prva dirka za svetovno prvenstvo Formule 1, kjer ima vsak ovinek svoje določeno ime. Kolikor koga zanima, zakaj se določen ovinek kliče tako kot se, kaj se skriva za tistimi imeni, sem pred časom naredil poseben prispevek in seveda bližnjico do tega prispevka, kot običajno dobite v opisu. A mi se bomo sedaj posvetili lastnostim proge, seveda s tisto standardno tabelo, ki jo objavi Pirelli. Z razliko od tistega, kar smo videli naprimer v Avstriji, bomo tu opazili, da so bočne sile, ki delujejo na pneumatiko, bistveno više. Namreč imamo izjemno mnogo tistih dolgih, hitrih ovinkov, kjer se bolid dobesedno nasloni na asfalt. Zato tu pridejo do izraza drugačni tipi bolidov, kot smo jih videli še na prejšnjih dirkah. Ni toliko pomemben majhen zračni upor, kot je pomemben visok aerodinamični oprijem. In tudi opazili ste lahko, da je tista vrednost, ki jo Pirelli pripisuje zviranju, izjemno nizka v primerjavi z drugačno tipologijo proge. In zato tu lahko pričakujemo vsaj na papirju prednost Mercedesa. Še posebej zaradi tega, ker bomo videli trše mešanice pneumatik. In seveda omenil sem nova tipologija, predvsem zadnjega para pneumatik, katere bodo imele še bolj togo konstrukcijo. Že na začetku sezone 2021 so uvedli novo konstrukcijo, a izkazalo se je v zadnjem paru koles, da ta ni bila dovolj toga. To so sedaj popravili in videli bomo, kako se bodo obnesle. Namreč zaradi novega poskusnega formata bodo imele ekipe na razpolago samo prvi prosti trening, ukolikor bi hotele karkoli spremeniti. Namreč namesto tistega običajnega drugega prostega treninga v petek bodo kvalifikacije. Kvalifikacije za sprint dirko. In seveda to ne pomeni nič drugega kot to, da bo Parc Fermé veljal od petka popoldne do nedelje popoldne. Seveda v soboto zjutraj, pred tisto sprint dirko, bo tudi prosti trening, a pod režimom Parc Fermé. Mnogo ne bo možno spremeniti, namreč ukolikor se bodo spremenile nastavitve ali tehnične lastnosti določenega bolida, bo to pomenilo začeti dirko iz ozadja, iz pit lane. In seveda tudi to bo zanimivo, kako se bo določen voznik obnašal na sprint dirki. Bo šel na polno in tako tvegal, naprimer, izlet iz proge, trk, ali bo vozil malce manj agresivno, ampak bistveno bolj počasno, ampak bo prišel do cilja. Namreč, ukolikor nekdo bo doživel nesrečo oziroma ne bo pripeljal do konca sprint dirke, bo glavno nedeljsko dirko začel na dnu. In tu v Silverstonu začeti tam spredaj je tudi izjemnega pomena. Seveda v nedeljo klasična dirka. In sedaj tu se moramo za trenutek ustaviti tudi pri vremenski napovedi. Delno oblačno, tako v petek, v soboto kot v nedeljo, s temperaturami, ki se bodo gibale med 24 in 27 stopinjami Celzija, govorim za temperaturo zraka. S to pripombo, da bo temperatura naraščala proti nedelji. A vseeno bistveno nižja temperatura od tiste, ki smo jo bili vajeni, in poleg tega še malce oblačno vreme, ker bo še dodatno znižalo temperaturo asfalta.
prevedeno. To pomeni, da lahko pričakujemo še dodatno prednost za tovarniško ekipo Mercedesa, vsaj na papirju. In dobro se spomnimo, da Mercedesi niso blesteli najmanj na zadnjih 5 dirkah. A seveda videli bomo, kako se bodo stvari obnesle. In sedaj seveda še kratko opozorilo. Ker gre za drugačen format vikenda, boste opazili, da bodo tudi nekateri prispevki imeli rahlo drugačno ime, a skušal bom obdržati tisto pravo vsebino. Imeli bomo prispevek o kvalifikacijah in ne pred, imeli bomo seveda zadnji briefing, a verjetno tisti moj komentar bo objavljen šele v ponedeljek. Namreč bil sem nalogo, da bom komentiral na Sportklubu poleg običajnih serij še serijo NASCAR, ki ima tudi dirko v nedeljo. In dvomim, da mi bo uspelo kvalitetno napraviti komentar v času, da bi ga objavil, preden bom zopet odpotoval v Ljubljano. Zato upam, da boste toliko strpni in počakali do ponedeljka, ko bom lahko objavil tudi komentar dirke, katerega si upam, da bo navdušujoč, ker bomo pogledali vse, kar se je zgodilo in skupaj skušali ugotoviti, če ne drugega, ali je ta nov format vikenda uspešen, primeren in navdušujoč za vse nas navdušence Formule 1. Kar se pa tiče tega kratkega uvoda, hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.